Ker se razmere v Rusiji še naprej slabšajo, zdaj je bil zabeležen rekordni napad z droni na Moskvo, začenjamo opažati več pogovorov o tem, zakaj na ulicah še vedno ni bilo organiziranih protestov. Če ste že nekaj časa spremljali ta kanal, potem veste, da je osnovni odgovor ta, da gospodarski upad še ni prizadela povprečnih Rusov, zato ni neposredne gospodarske potrebe po protestiranju proti trenutnim politikam. Namesto tega so njihove skrbi droni, ki brenčijo nad Moskvo, stalni strah, ali bo prišlo do novega kroga mobilizacije in frustracija zaradi težav pri zanesljivem dostopu do osnovnih spletnih strani. Ker so zvišanja plač še vedno višje od inflacije, je glavno gospodarsko breme negotovost, ali bo na lokalni bencinski črpalki danes gorivo in ali bodo letala vzletala iz Moskve. Toda to bi najbolje opisali kot frustracije, medtem ko je protestiranje lahko usodno. Torej, to je vaš površinski odgovor. Ne glede na to, je zanimivo pri celotnem pogovoru to, da v osnovi napačno razume, zakaj izbruhnejo protesti. Običajne pripovedi, ki jih boste slišali tako v medijih kot v analitičnih krogih, ne upoštevajo, kako tiho pogajanje Kremlja oblikuje notranje razmere in da so vse napake, ki jih naredi vlada, posledica povezanih trenj pri pogajanjih. Zato se mi danes pridružite, ko bomo šli skozi 4 faze slabega argumentiranja. Da je represija v Rusiji preprosto zelo učinkovita, da je propaganda v državi preprosto zelo učinkovita, da je hudič, ki ga Rusi poznajo, boljši od tistega, ki ga ne poznajo, in da je Kremelj v osnovi prelomil rusko družbeno pogodbo. Na to se bomo poglobili v teorijo pogajanj, da bi bolje razumeli, kdaj natanko bodo Rusi odšli na ulice. Začnimo pa z argumentom o represiji, ker je ta preprost. Avtoritarne vlade imajo varnostne sile, ki vas bodo aretirale, če povzročate težave na ulicah, seveda pod pogojem, da vas ni toliko, da bi se varnostne sile bale za lastno varnost. Osnovna predpostavka argumenta o represiji je, da ruske varnostne sile to počnejo že dovolj dolgo, da bi moralo priti do izjemno velikega družbenega gibanja, preden bi začele oklevati pri zatiranju protestov. Morda zaradi drugih razlogov, o katerih bomo govorili čez trenutek, trenutno ni dovolj soglasja, da bi toliko ljudi prišlo na ulice. Zato se protesti ustavijo, še preden se lahko sploh začnejo. Če smem uporabiti analogijo, s katero ste do zdaj vsi že seznanjeni, bi to bilo kot reči, da do vojn ne pride, ker je ena stran toliko močnejša od druge. Vendar vemo 2 dejstvi o tej izjavi. Prvič, to ni res. V zgodovinskih knjigah je veliko vojn med Davidom in Goljatom. In drugič, dejanski posledični učinek tega, da imaš toliko več moči nad nasprotnikom, je sposobnost, da iz njega iztržiš več v pogajalskih dogovorih. No, če to logiko razširimo na pogajanja med državljani in vlado, avtokratski režimi poskušajo iz svojih prebivalcev iztržiti čim več. Igra, ki jo igra voditelj, je ta, da bolj ko izčrpava prebivalstvo, bolj ga to razjezi in večja je verjetnost, da bodo ljudje šli na ulice in začeli protestirati. Če je vlada pametna, lahko doseže raven izčrpavanja, ki je blizu tistemu, kar bi prinesel pričakovani izid državljanskega upora. Potem nihče nima razloga za protest, saj to prinaša samo tveganje brez pričakovane nagrade. Posledično je prvi neposredni učinek boljših varnostnih sil res odvračanje protestov. Toda drugi posredni učinek je, da to voditelju omogoča, da poskuša uvesti politike večjega izčrpavanja. In tako drugi učinek izniči prvega, ko gre za to, ali bi pričakovali revolucijo. Veste, rdeča nit tega videa je izčrpavanje. Ali ne bi bilo lepo, če bi nas preprosto pustili pri miru? Toda tudi za tiste med nami, ki imamo to udobje, da nas vlade ne preganjajo vsak dan, je na internetu verjetno še vedno kup naših osebnih podatkov, ki samo čakajo, da jih zlonamerni zasebni akterji izkoristijo. Osebno mislim, da to krši drugačno vrsto družbene pogodbe. Ampak dobra novica. Tukaj nastopi sponzor današnjega videa, Incogni. Pomagali vam bodo odstraniti vaše podatke, kot so domači naslov, zgodovina zaposlitve ali celo politična pripadnost, spletnih strani in registrov posrednikov podatkov. Če vas zlonamerneži ne morejo najti, vam tudi ne morejo škodovati. In z Incognijevo možnostjo prilagojenega odstranjevanja jih lahko usmerite na točno določen problem, na katerega lahko naletite.
Zato preusmerite ravnotežje moči v svojo korist in si povrnite svoje osebne podatke tako, da obiščete incogni.com poševnica William Spaniel. Uporabite kodo za popust William Spaniel, vse skupaj kot ena beseda, da dobite 60% popust na letni paket. In še enkrat, hvala Incogni za sponzorstvo današnjega videa. Druga problematična razlaga ima podobno temo kot prva. Po propagandni razlagi je Kremelj zelo dober v prepričevanju ruskih državljanov, da je v državi vse v redu. Da vsi ostali mislijo, da je v državi vse v redu. Da karkoli se dogaja v Ukrajini, ni nič posebnega in da so za vse slabe stvari, ki se morda dogajajo v Ukrajini, krivi izključno NATO. In če so v Rusiji težave, za to ni odgovoren predsednik. Pravzaprav, če so težave, potem želi slišati vaše mnenje. Zato ima ob koncu leta svojo vsakoletno maratonsko oddajo s klici gledalcev. Celo opravičil se bo, ko bo izvedel za vaše težave in obljubili boste, da bo vlada poskrbela za njihovo rešitev. Zdaj bi lahko nekaj časa razpravljali o tem, ali kdo v Rusiji verjame tem sporočilom. Lahko bi razpravljali o tem, da je minilo že več kot 4 leta od invazije in da je tako dolgo zatirati resnico težko. Lahko bi razpravljali o tem, kako bi osebne mreže tistih, ki se vračajo iz vojne, pogosto z uničujočimi, doživljenjskimi poškodbami, širile resnico. Lahko bi razpravljali o tem, kako obstaja velik odpor do politik množične mobilizacije, kar je težko uskladiti, če je povprečen Rus neveden glede dejstev. Ali pa bi lahko opozorili na velike in vse večje ponudbe za pogodbeno služenje v vojski, s katerimi skušajo prepričati državljane, da postanejo vojaki, kar je, ponovno, težko uskladiti, če državljani niso vse bolj seznanjeni s težavami. Če pa je vprašanje, zakaj protesti še niso izbruhnili, imamo še vedno enako pogajalsko kritiko kot prej. Propaganda je koristna za oblikovanje prepričanj, vendar bolj kot ste uspešni pri oblikovanju prepričanj, več lahko iztržite od državljanov. Oba učinka se ponovno izničita. Veste, kaj se še izniči? Strah pred tem, kar sledi. Osnovna ideja tega argumenta je, da je, seveda, Vladimir Putin slab. Ampak veste, kdo bi bil še slab? Pravzaprav kdorkoli, ki bi ga lahko nasledil. Zadnji je bil pijanec. Tisti pred njim je bil sposoben, a je gledal, kako je Rusija izgubila nadzor nad vzhodno Evropo, in tisti pred njim, ki je sploh zdržal več kot 2 leti, je bil prav tako pijanec. Stvari se v Rusiji preprosto ne izboljšajo. Zakaj bi torej sploh protestirali? Država ne bo postala prava demokracija, tudi če bodo protesti uspešni. Samo zamenjali boste hudiča, ki ga poznate, s hudičem, ki ga ne poznate. In medtem boste morali tvegati lastno varnost, če boste šli na ulice. No, ta pesimizem je do neke mere pretiran. Morda je verjetno, da bo naslednji režim imel podobno naravnanost kot sedanji. Včasih pa so lahko revolucije uspešne. Vendar pa se tudi tokrat slaba pričakovanja glede prihodnosti zbledijo ob tem, kaj lahko stori trenutni režim. Kremelj ve, da imajo državljani takšna pričakovanja. To pomeni, da je revolucija manj verjetna pri katerikoli dani politiki, kar pa ponovno spodbuja Kremelj, da od državljanov zahteva še več. Vsaj ta četrta razlaga ima nekoliko več nianc. Tako imenovana hipotetična ruska družbena pogodba, o kateri ste verjetno že slišali, je ideja, da lahko Kremelj narekuje zunanjo politiko v zameno za zagotavljanje stabilnosti doma. Ta ideja v bistvu nekoliko bolj natančno opredeli, kakšna je pravzaprav delitev med obema stranema, ki je običajno na mizi. No, očitno je bil duh te družbene pogodbe prekršen. Kremelj še naprej počne, kar želi, v Ukrajini. Medtem morajo ruski državljani samo pogledati v nebo in opaziti selitvene rožnate ptice, da bi razumeli, da se njihov delež v dogovoru počasi zmanjšuje. To bi se zdelo, da se ujema z logiko pogajanj od prej. Če je bila kritična meja za množične proteste tukaj, je Kremelj običajno načrtoval svojo politiko tik znotraj te prelomne točke, da bi zagotovil nekaj miru. Rusi so res nekaj časa živeli v harmoniji, nato pa je Kremelj nenadoma prestopil mejo in pričakovali bi, da bodo ti protesti izbruhnili. A vendar se to ni zgodilo. Kaj se torej dogaja? Delni odgovor je, da ta način razmišljanja upošteva le slabe stvari, ki so se ruskim državljanom zgodile kot posledica vojne, medtem ko ignorira dobre stvari, kot so višje plače zaradi povečanega povpraševanja po delovni sili.
Čeprav je to razburilo obsežen sloj ruskih oligarhov, se zdi, da je to izravnalo večino drugih težav v življenju povprečnih državljanov, kar pojasnjuje, kar trenutno opažamo. Pravim večino, ker je očitno, da je stopnja grožnje Kremlju trenutno povišana. To lahko vidite po izpadih interneta. To ni ukrep, ki bi ga vlade sprejele zlahka. Omejen dostop do interneta je slab za gospodarsko produktivnost, ravno v času, ko se ruska vlada sooča z ogromnimi gospodarskimi izzivi na drugih področjih. Kljub temu Kreml uvaja izpade, ker to ovira sposobnost ruskih državljanov, da usklajujejo svoja dejanja proti vladi. Varnostna korist za Kreml presega negativne gospodarske učinke in odziv razočaranih Rusov, ki si želijo le dostopa do spleta, zato je Kreml to tudi odobril. To nas še vedno pušča brez odgovora na današnje glavno vprašanje. Kdaj bomo začeli videti večje proteste v Rusiji? Iskren odgovor je, da ne vem in nihče v resnici ne ve. Kdor vam to trdi, vam ali laže ali pa ne razume osnovnih spodbud. Avtokratske vlade lahko dosežejo točko, ko je njihova avtoriteta uničena in vsa kohezija izgubljena. Takrat vlada ne more storiti ničesar, kar bi pomirilo protestnike, zato je mogoče dokaj zanesljivo napovedati prihodnost države. Vendar je Rusija daleč od te točke. Kreml ima še vedno veliko manevrskega prostora, da poveča ali zmanjša raven političnih popuščanj in represije, da bi se izognil jasnim in očitnim težavam. Eden od načinov, kako se prepričati, da mi, kot tipkovniški bojevniki, ne moremo ustrezno napovedati, kdaj se bo vlada soočila z aktivnim odporom, je ta. Če bi vsi vedeli, bi zagotovo tudi Kreml vedel in varnostne sile v državi bi sprejele aktivne ukrepe za preprečitev grožnje. To je v bistvu ravnotežje, v katerem smo trenutno. Vlada se po svojih najboljših močeh trudi zatreti težave, kadar meni, da jih prepozna. Na neki točki se lahko zgodi nekaj naključnega, vlada lahko izgubi kohezijo in takrat lahko začnemo podajati drznejše napovedi o Rusiji, a tam še nismo. Poleg naključnih dogodkov, ki bi se lahko zgodili, kakšne strateške težave bi lahko privedle do protestov na ulicah Moskve? Vegam, da se ponavljam glede tega, kako smo sploh prišli do te točke, a Kreml je sposoben narediti temeljne napačne izračune. Tukaj pa napačen izračun ne bi bil povezan z zmožnostjo Ukrajine, da se upre, temveč s tem, kako bodo ruski državljani reagirali na spremembe v statusu quo. Eno različico tega smo videli tudi pri že omenjeni mobilizaciji jeseni 2022. Mislim pa, da je ta primer poučen glede tega, kako deluje strateška interakcija. Kreml je spoznal, da politika mobilizacije povzroča težave, zato so kmalu prešli na strategijo prostovoljnega novačenja. Kljub temu si lahko predstavljamo situacijo, kjer se življenje povprečnega Rusa bistveno poslabša. Recimo, da gospodarska nestabilnost v državi vodi do stečajev v zasebnem sektorju, kar povzroča množično brezposelnost in zdaj jasne negativne posledice za te povprečne Ruse. Vendar pa recimo, da te informacije ne pridejo do vrha hierarhije v Kremlju. Putin, posebej, ostaja zaščiten pred temi informacijami, tako zato, ker se njegovi podrejeni bojijo povedati resnico, kot tudi zato, ker se Putin vse bolj izolira. Način, kako bi dobro obveščeni Putin reagiral na situacijo, bi bil zmanjšanje obsega vojne, kar bi gospodarstvu prineslo nekaj olajšanja. Toda on se ne zaveda, kaj se dogaja, zato ni nobenih prilagoditev, nato pa so nenadoma ljudje na ulicah. Širša skrivnost, ki pesti vse avtokratske režime, je, kako zatreti tiste redke posameznike, ki bi morda poskušali protestirati brez varnosti množice. Vlade morajo ukrepati strogo, da se gibanje ne bi razširilo kot snežna kepa. Varnostne sile pa morajo biti previdne, da ne bi šle predaleč in da se prizadevanja za represijo ne bi obrnila proti njim. Kaj povzroči ali ne povzroči povratnega učinka, je skrivnost za vse vpletene in tudi za nas, ki opazujemo od zunaj. Pustimo ob strani dejstvo, da vsak varnostni agent ravna po svoje in lahko naredi kaj neumnega. Bistvo je, da doseči to stopnjo ni zgolj posledica splošnega nezadovoljstva državljanov s potekom vojne v Ukrajini. Namesto tega proteste sproži nezadovoljstvo v kombinaciji z drugimi ukrepi, ki jih sprejema Kreml, pri čemer so nekateri v obliki korenčka kot kompenzacija, drugi pa v obliki palice za zatiranje. In to je tudi razlog, zakaj množičnih protestov še nismo videli in zakaj ne moremo z gotovostjo vedeti, kdaj se bodo začeli.
Torej, kakšne so naše ključne ugotovitve za danes? Notranji nemiri v avtokratskih državah so problem pogajanj. Splošna naklonjenost ali nenaklonjenost vladi ne pojasnjuje, ali do protestov pride, saj se vlada prilagaja temu, koliko lahko iztisne iz svojih državljanov. Kremelj trenutno povprečnim Rusom daje ustrezne korenčke in palice, da ostanejo doma. To se lahko spremeni, vendar nam vnaprej ne bo jasno, kdaj se bo to zgodilo. Še enkrat hvala Incogni za sponzorstvo današnjega videa. Obiščite incogni.com, poševnica William Spaniel, in uporabite kodo za popust William Spaniel, da dobite 60% popust na letni paket. Če vam je bil današnji video všeč, ga prosim všečkajte, delite in se naročite na kanal. In se vidimo naslednjič. Srečno!